Živijo. Moje ime je Ivan Jurgec, star sem 48 let, prihajam iz Štajerske. Po poklicu sem policist. Moji hobiji so od 2016 pa 2017 sem napisal 2 knjigi. In tudi v zadnjih letih se osredotočam, da bi pač pomagal ljudem. Vegan sem pa od 1.1.2015. Za veganstvo sem prvič slišal leta 2014 od moje najstarejše hčerke. Hčerka je takrat prešla na vegetarijanstvo in pol je tisto 2014 leto bilo tako malo bolj burno. Ona je prenehala s prehrano z mesom, ne. Jaz pač sem takrat še bil normalen in smo to jedli skoraj vsak dan, ne, in zaradi tega je bilo dosti razburjenja pri hiši, ne. Ampak potem smo veliko razgovorov imela s starejšo hčerko, veliko mi je knjig predlagala, sem jih prebral, dokumentarne filme sva pogledala in pol nekako tista pika na i je bila, ko mi je predlagala to kitajsko študijo in potem ko sem jo prebral, je bilo nekako že v meni neka odločitev zrela, da moram tudi nekako preiti na ta rastlinsko prehrano, ne. In tako, da smo nekako s hčerko skupaj prešla z najstarejšo, ne, na to rastlinsko prehrano 2015. Jaz od začetka, ona pa tudi, mislim, da malo kasneje, tako smo skupaj zaštartala. Tako bi rekel, Klik je bil seveda njena spodbuda doma, ne, njena spodbuda. Ker doma takrat smo veliko se debatirali o tej stvari, se pogovarjali, ne, o rastlinah, o živalih. Ona je recimo prešla na veganstvo bolj iz etike, se pravi iz tega področja, ne. Mene bolj zanima oziroma ta Klik zdravstvo, ne, se pravi moje zdravje, ne. Tako da smo pol kar precej debat imela o tej stvari, ne, in ni bilo težko sprejeti odločitve, če mi je pomen moje zdravje, pa vse informacije, ki sem pridobil glede tega, je sama enostavna zadeva bila, da sem sprejel to odločitev, ne. Je pa bila hčerka sigurno pokazatelj, tako kot že v preteklosti, tudi sedaj, da sem jaz vse to naredil odločitev, ne. In je bila odlična. Zakaj? Zato, ker je to tako, prehrana je tako zakoreninjena v naš sistem življenja od nekdaj že, da smo samo bili naučeni, to je tisto in nič drugega, ne. Ker to je pa zdaj nekaj novega in vedno ljudje se bojimo nekih novih stvari v življenju in nočemo sprejemati vse v začetni fazi nekih stvari, čeprav je pol v kasnejši fazi nekaj samoumevnega, še posebno, če bomo rekli, vsi ljudje vse v fazi govorijo, da jim je pomembno zdravje, ne, ampak pol pridejo na de facto, se pravi, da je treba nekaj narediti pri tej stvari, pa dokaj hitro zaostanejo, ne, in isto je pol tudi, vsi ljudje imajo radi živali in to, ampak spet druga faktor je, da umirajo živali zaradi naše prehrane in je to masovno, vse te zadeve ni potrebno, ne. V končni fazi pa pol še narava, okolje, ki ga uničujemo, tako da ljudje bi mogli samo sprejeti stvari, prebrati, poslušati in pol tudi malo zdrave kmečke logike uporabiti, pa bi se mogoče marsikdo odločil na ta vegansko življenje pa rastlinsko prehrano, ne. Ne pogrešam nič. Ta rastlinska prehrana je tako izobilna, da to, mislim, jaz sem takrat včasih gledal samo tisti par stvari, zdaj pa ima toliko stvari noter lahko imam, ko sem raziskal to področje prehrane, še bolj, se pravi recepte, mislim, to je nekaj neverjetnega, kar človek najde in zelo enostavno in najbolj pomembno zdravo za nas, ne. Družina, ja.
Jaz sem kar veliko številčno družino, ne. Imam 8 bratov, 4 sestre, ne. Zelo čuden sem bil, ne, ampak tako je, 2015 sem že tak in tak 2 leti delal na sebi, sem že ogromno sprememb naredil, tako da so mi že 2 leti nazaj rekli, da sem bil čuden. Tako da 2015, ko sem prišel na to, so sam še bolj čuden bil. To ni nič kaj takega, ne. Tako da ja, nekateri res dejansko, bom rekel, prijatelji, je bilo tudi en najbolj taki kočljiv zadev je, da sem tudi prijatelj, s katerim smo skoraj vsak dan skupaj, vse skupaj, zaradi tega mi je očital, da silim svojo najmlajšo hčerko, ker imam 3 hčerke, da silim, da ne sme jesti mesa in me tudi fizično napadel zaradi tega, ne. Ampak to je tako, v tem kontekstu, ki je, to še danes ne vem zakaj, ampak jaz sem užil prosto po eni strani te zadeve, tako da bom mogel sam razčistiti s temi stvarmi, kar se tiče tega. Kar se tiče pa sodelavcev pa tega, ja, normalno, sem bil tudi čuden, ne, ampak se pravim, takrat sem bil tega navajen, ker ko spreminjaš življenje, kako malo spremeniš, si tak in tak čuden. Ko sem eno leto predtem tudi prenehal, oziroma 2 leti nazaj pred veganstvom z alkoholom, sem bil tudi čuden, ne, ampak tak je, vedno ko neke spremembe delaš, vedno čuden napram množici, ki misli, da je najboljša tista zadeva, ne. To me dostikrat takole malo izzovejo, ne, kako lahko je, ampak jaz nimam v teh letih nobenih pomanjkljivosti, bom rekel tako, celo mladi fantje, ne, ki so na normalni prehrani, ne, v kakem športnem zadevi, ne morejo se pač kosati, ne, s temi stvarmi. Imam energijo, imam moč, imam vse zadnjih od 2015 do zdaj, razen kakih malih prehladek ni bilo, že prej sem sicer zdravo, mislim, še tudi športom ukvarjal, pa nisem bil toliko bolan, tako da s tem jaz nimam težav, jaz mislim, da tu ni nobenih zadev. Poznam še 2 ali 3 vegane, ki so v policiji, ampak tako je, ne upamo se glih, jaz se glih ne bi upal, ker zdaj se postavljam, ampak seveda, to je neka tabu tema, ne, kar se tiče tega in mislimo, da je veganstvo, da nimaš moči, ampak jaz lahko vsakemu dokažem, da pa dokazujem mojim sodelavcem, da ni tako, ne, da jim lahko pariram bolj kot pa prej, no. Kar se tiče alkohola v mojem življenju in tega, da sem jaz spremenil, da sem prenehal z alkoholom leta 2013, ne, je to, da sem dejansko bil vsa leta pred tem, tudi jaz neke vrste zasvojen. V mlajših letah, bolj v teh letih, ki so malo starejša, oziroma pa malo manj. Ampak to smo skoraj vsi, mislim, ta alkoholizem je porednica vsakega. In se pravim, tako sem že rekel prej, to je nekaj normalnega. Normalno kot prehrana, meso, mleko in te zadeve, ne. Ampak jaz, ko sem se odločil zaradi mojih karambolov pa mojega življenja, tudi zaradi zdravja, ker sem dognal, da mi alkohol škoduje meni in seveda, če bi v tistem času imel karambole, ko sem jih pač imel leta 2012 in ne bi preživel, ne vem, kako bi bilo z mojimi otroci, kdo bi skrbel za njih. In to je ta zadeva. In ko mi je hčerka pač določene besede izrekla, mi je dalo misliti in potem sem se odločil zaradi sebe, zaradi zdravja in da bom lahko otroke pripeljal do življenja, ne, bi rekel temu, in da jim nudim to, kar moram jaz kot starš za svoje otroke poskrbeti, ne. Jaz podpiram vsake vrste aktivizem. Zakaj? Ker je potrebno določene spremembe uvesti v življenje. Zdaj, kaj bi ti rekel, vedno se ne da po neki mirni, lepi, normalni poti, tako vse gledamo, ne. V vsej zgodovini so bile revolucije tudi izvedene na take in drugačne načine, ne. Jaz sam podpiram bolj miren način te zadev, podpiram pa vse, ki se na tak in drugačen način izpostavljajo, pa želijo, da ljudje spoznajo to veganstvo iz tega etičnega vidika, z tega naravnega, mislim, narave in pa seveda zaradi zdravstvenih stvari. In jaz podpiram vse zadeve, ker
ljudem je treba pač neke vrste odpreti oči in ko bi tem rekel, razmišljanje spremeniti, da bojo začeli raziskovati to področje, ker ko bojo začeli raziskovati, bojo spoznali, da je to dobro za mene kot posameznika, pa za mojo družino, za moje prijatelje in bojo lažje sprejeli bilo kakšno odločitev, ali bo to zdravstveno, ali zaradi živali, ali zaradi narave, lažje. Ker če pa nimaš ti informacij, se ne moreš niti odločiti, ne. No, v tem mojih zadnjih letih sem napisal 2 knjigi. Ena je osebna zgodba policista, tu je pač zgodba mene iz osebnega področja, kako sem iz mojih težav izšel ven, tako da to je ta. Ta druga knjiga, Stres odjebi, je pa nekako bolj namenjena stresu, obvladovanju stresa, umiritvi svojega življenja, ker vemo, vsi imamo dovoljšno mero stresa, pa je dobro, če vemo, kako ga obvladati. Tako da, če koga zanima te zadeve, obe 2 knjigi in vse skupaj, si lahko več prebere o meni, pa v teh knjigah na moji spletni strani ivanjurgec.com. Moje sporočilo za vse nas je tako, da bodimo strpni, spoštljivi, sočutni drug do drugega, da si pomagamo na tej poti življenja, ki nas čaka. Zdaj, za nevegane bi pa rekel tako, bodite raziskovalci, začnite raziskovati to področje, ne ga takoj zavračati, preberite kakšno knjigo, pogledajte si kakšen dokumentarec, ker vse te informacije vam bojo definitivno lahko koristile vašemu zdravju. Mislim, da zdravje je ena vrednota, ki jo, ko jo enkrat izgubimo, jo težko povrnemo. Tako da, če ne drugo, zaradi zdravja naredite to, da preberete kaj, lažje se boste odločili, brez informacij pa ne boste sprejeli odločitve. Seveda sem jih hvaležen in v tej smeri lahko rečem hvala Tanja, da si mi pomagala tako pri alkoholu, kot pri uvidu pri veganstvu oziroma z tega področja prehrane, tako da res se ti zahvaljujem in sem zelo hvaležen zate in rad te imam, v glavnem.